Dobrodošli na naši predstavitvi projekta Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti. Projekt smo izpeljali v sklopu študentskih inovativnih projektov za družbeno korist. Sodelovali so številni študenti, kot pedagoški mentorji smo nastopali sam v sodelovanju s profesorjem dr. Robertom Leskovarjem in gospodom Janezom Deklevo, ki je bil predstavnik Zavoda za šport Škofja Loka. Skupaj z našim partnerskim zavodom na tem projektu in vsemi vključenimi študenti smo proučevali multiplikativne učinke športa na mlade, zaradi tega, ker mislimo, da šport lahko mladim prinese ogromno koristi. Vse to se lahko kasneje tudi multiplicira v njihovem nadaljnjem življenju, že od rane mladosti, potem v času srednje šole, gimnazije, fakultete in seveda tudi kasneje v poslovnem svetu. Ogromno dosežkov temelji na tem, da smo tudi fizično pripravljeni, da smo sposobni, da smo zmožni ravnati v stresnih okoliščinah in da se znamo na prave načine tudi sproščati, ter zdrav duh v zdravem telesu je bil nekako naš moto, katerega smo se poskušali držati skozi trajanje celega projekta. V času samega projekta so se okoliščine žal spremenile, prišel je koronavirus, zaradi tega smo morali izvajanje samega projekta v manjši meri tudi prilagoditi. Naša prilagoditev je bila takšna, da namesto, da bi v samem zavodu opazovali mlade športnike, kako se razvijajo, kako se izpopolnjujejo v času teh 4 mesecev, smo naredili obsežen pregled literature, identificirali smo multiplikativne učinke in smo z njihovimi trenerji, z drugimi športniki, smo se potrudili, da smo zastavili učne načrte, skozi katere lahko ti mladi dosegajo te multiplikativne učinke, s tem, da pravilno se vedejo, pravilno trenirajo in seveda potem so hkrati tudi usmerjeni vse to, kar jim lahko koristi. Naša znanstvena monografija, ki je tudi končni rezultat tega projekta, ponudi nek celovit pregled od vseh akterjev, ki so vključeni v ta proces in seveda tudi, kako naj se ta proces odvija. Med drugim smo razvili na koncu tudi informacijsko rešitev, katera bo podrobneje predstavljena v nadaljevanju. Zdaj za zaključek mojega dela, torej uvoda, bi povedal samo še, bi rad citiral, zdaj nedavno je bila obletnica za gospoda Dražena Petroviča, torej nekateri ga imajo za najboljšega košarkarja vseh časov iz teh področij. Njegova mama je ves čas zatrjevala, da dejansko talent je samo 4%, vse ostalo je vloženi trud. In ta trud, ta volja, ta želja, da bi bil najboljši, to je tisto, kar vam lahko koristi tudi skozi celotno življenje, vaš razvoj in se lahko pokaže v vseh možnih sferah vašega življenja. Zdaj pa besedo predajam Katji. Hvala. Hvala za besedo. Šport je tako kot za mlade, kot za odrasle pozitiven in ustvarja velik vidik za družbo, saj s tem postanejo boljši člani družbe. Poleg tega pa je šport pomembna vloga z vidika gospodarstva za zagotavljanje delovnih mest v športu in tudi v zdravstvu. Pri načrtovanju treningov pa se trenerji ne zavedajo njihovi pomembnosti vloge, saj tudi oni poučujejo posledice negibanja. Pozitivni učinki športa se ustvarjajo s telesno aktivnostjo, poleg sekundarnih učinkov se ustvarjajo tudi primarni učinki s strani zdravstvenih koristi, kot sta psihosocialni in osebnostni razvoj. Z ukvarjanjem športa se tudi ustvarjajo procesi rasti, s tem tudi pravilen razvoj kosti, mišic in ostalih lokomotornih struktur ter notranjih organov. Naraven in fiziološki način pa omogoča tudi razvoj motoričnih in kognitivnih sposobnosti. Šport prav tako preprečuje in lajša razne vrste duševnih bolezni, kot sta depresija in tesnoba. Prav tako pa šport preprečuje tako imenovan sedentarni način življenja otrok in mladostnikov, ki je velik problem. Poleg pozitivnih učinkov pa se tudi ustvarjajo negativni učinki, to so duševni pritiski, kritike strani trenerjev, ki lahko povzročijo neuspeh. Prav tako so skozi večletno treniranje se ustvarjajo poškodbe, motnje hranjenja in pa izgorelost.
anatomija razvoja otrok. V poznem otroškem obdobju trenerji ustvarjajo razvoj širokega spektra koordinacij, kot so agilnost, ravnotežje, natančnost in tehnični elementi hitrosti. V mladostništvu in v obdobju pred puberteto pa se razvija obdobje hitrega in kognitivnega razvoja. Prav tako je v tej starosti veliko menjavanja različnih športov. Po 15. letu pa je poudarek na intenzivnejšem razvoju gibalnih sposobnosti in oblikovanju specifičnih tehnik. Adolescenca je pomemben mejnik pri razvoju. V tem obdobju fantje v enem letu zrastejo med 7 in 12 cm, punce pa med 6 in 11 cm. V tem obdobju se prav tako povečajo mišične velikosti, razvoj volumna pljuč in srca. Priporočila za fizično aktivnost. Pri otrocih starih od 0 do 4 let je priporočeno večkratno dnevno poljubna intenzivnost do 180 minut. Pri otrocih 4 do 11 let je priporočljiva 60-minutna zmerna domačna intenzivnost, prav tako pa vaje za krepitev mišic in kosti vsaj 3-krat na teden. Pri otrocih starih od 12 do 17 let je poleg 60-minutne intenzivnosti priporočeno vaje 3-krat na teden visoke intenzivnosti ter pa 3-krat na teden vaje za krepitev mišic in kosti. Od 18 let naprej je priporočeno vsaj 150 minut aerobne vadbe, zmerne do visoke intenzivnosti ter 2-krat na teden krepitev mišic in kosti. Sedaj pa besedo predajam Moniki. Hvala za besedo. Jaz vam bom pa v nadaljevanju predstavila kadrovske vidike, s katerimi se srečujejo tako športni klubi, športna društva kot pa športne organizacije. Samo strokovno delo v športu je sestavljeno iz več različnih programov. Nekateri izmed teh so, se pravi, prostočasna aktivnost otrok in mladine, športna aktivnost otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, potem športna dejavnost otrok in pa mladine, kateri se bodo kasneje opredelili kot kakovostni in profesionalni športniki, potem kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, šport starejših in pa sama športna rekreacija. Strokovno delo v športu izvajajo strokovni delavci, ki so ustrezno izobraženi in pa usposobljeni glede na sam predlagan zakon. Prav tako pa lahko strokovno delo izvajajo tisti posamezniki, ki so vpisani v register ustrezno izobraženih in pa ustrezno usposobljenih delavcev za delo v športu. Strokovni delavci morajo biti stari nad 18 let, to pomeni seveda, da morajo biti polnoletni, imeti morajo končano srednjo poklicno izobrazbo in pa opravljeno strokovno usposobljenost, bodisi glede športnega treniranja, športa invalidov, športne rekreacije in podobno. Prav tako imajo lahko zaključeno visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo oziroma pridobljeno strokovno licenco iz njihovega področja. Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu navaja, da morajo posamezniki pred začetkom dela v športnih organizacijah opraviti izobraževanje oziroma usposabljanje glede na gibanje človeka, športno vadbo, glede na zakonodajo v športu, odgovornost v športu in podobno. Prav redno usposabljanje pa pripomore k izboljšanju strokovne usposobljenosti samih delavcev, prav ta strokovna usposobljenost pa pomaga za pridobitev same licence. Sama usposabljanja morajo temeljiti seveda prvotno na pridobivanju športnih znanj, sekundarno pa tudi na razvijanju in pridobivanju osebnih, družbenih in pa strateških kompetenc. Tako kot strokovno delo je tudi prostovoljstvo del športa in pa same kulture naroda. Samo prostovoljstvo izboljša oziroma pripomore k razvijanju obstoječih športnih sistemov, prav tako pripomore k razvijanju solidarnosti, k razvijanju kakšnih dodatnih novih kompetenc, k socialnemu napredku, napredku društva in pa seveda pripomorejo k izboljšanju gmotnega stanja v samem športnem društvu. Zato je izredno pomembno, da se prostovoljstvo in prostovoljce ustrezno vrednoti, nagraduje in pa spremlja.
Posamezniki se za prostovoljno delo odločijo predvsem zaradi ljubezni do športa oziroma identifikacije posameznika z raznim športnim idolom, športno panogo oziroma športnim klubom nasploh. Nihče si ne zna predstavljati raznih športnih organizacij oziroma športnih dogodkov oziroma same športne vadbe nasploh brez aktivnega sodelovanja prostovoljcev. Kot dober primer lahko izpostavimo organizacijo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer se na delo prostovoljca vpiše oziroma prijavi res veliko število samih prostovoljnih delavcev, njihov glavni moto pa je, da so zraven nekega takega spektakla. Iz izkušenj lahko potrdimo, da se na delo prostovoljnega delavca v športnih organizacijah v veliki meri prijavijo športni delavci, bivši profesionalni športniki, potem trenerji, bivši tekmovalci oziroma sodniki. Njihova izobrazba oziroma sama usposobljenost pa ni primerna, da bi se bolj aktivno oziroma da bi svoje delo opravljali v skladu z zakonom. Prav tako pa je tudi pridobljeno znanje, se med njimi razlikuje, zato je zelo pomembno, da na višje oziroma bolj pomembna mesta postavimo tiste posameznike, ki imajo boljšo kilometrino oziroma več izkušenj. S samim študijem literature smo ugotovili, da se večinoma klubov srečuje z nezainteresiranostjo mladih za aktivno vključevanje posameznikov po koncu kariere. Zato na tem mestu predlagamo oziroma spodbudimo trenerje, da jim predstavijo prednosti aktivne vključitve posameznikov po karieri v sam športni klub. Prav tako se naj tukaj apelira bolj na tiste, ki ne sodijo v sam športni vrh. Seveda jih je potrebno motivirati in pa s pomočjo trenerjev doseči oziroma v bistvu razviti njihov potencial. Prav tako se mora vzpostaviti želja po športnem udejstvovanju tudi po koncu sezone, s tem pa v bistvu bi lahko športni klubi posameznike zaposlili kot trenerje mlajših selekcij. Če si na hitro pogledamo še prostovoljstvo v številkah, zanimivo je, da kar 23% odraslega prebivalstva opravljajo prostovoljno delo, večina teh posameznikov pa opravlja prostovoljno delo v športnih organizacijah. Zanimivo je tudi, da kar 2,8 milijona Nemcev prostovoljno delo opravlja v športnih organizacijah. Prostovoljnega dela v športnih organizacijah pa se poslužuje tudi 10% Fincev in pa 25% Nizozemcev. Zanimivo je, da v Angliji kar 85,000 športnih klubov vodijo prostovoljci in pa da so za organizacijo in pa izvedbo olimpijskih iger v Londonu leta 2012 potrebovali 70,000 prostovoljnih delavcev, na prosto mesto prostovoljca pa se jih je prijavilo več kot 200,000. Če si v nadaljevanju pogledamo še primer dobre prakse, katerega se poslužujejo v športnem društvu GIP, že vrsto let sodelujejo v projektu prostovoljnega dela, kjer v bistvu apelirajo na širšo množico ljudi, tako jim želijo predstaviti prostovoljno delo, delajo neko promocijo med mladimi, med otroki, starši, starimi starši, simpatizerji kluba, vodstvo, zaposlenimi, donatorji, brezposelnimi, skratka med vso populacijo. Iz tega lahko sklepamo, da športnemu društvu GIP ni pomembna njihova izobrazba, usposobljenost in pa njihove kompetence, temveč, kakor sem že prej rekla, sama želja in pa ljubezen do športa. V nadaljevanju so predstavili prednosti za vsako starostno skupino. Za otroke pravijo, da naj pomagajo športnemu klubu po svojih najboljših močeh. Mladinci pripomorejo k izvedbi in pa organizaciji raznih zabav in pa izvajanju samih športnih programov, potem s pomočjo odraslih se izboljša samo delovanje kluba, nekateri starši so pa tudi v športnih društvih pomagajo pri pisanju zapisnika, potem donatorji, sponzorji in pa preostali pa donirajo svoje storitve, prav tako donirajo svoje znanje, materialne oziroma finančne storitve, za vse ostale pa pravijo, da klubu pripomorejo s svojim trudom, željo, kompetencami in tako naprej. Iz primera lahko vidimo, da prostovoljno delo zajema velik spekter samih aktivnosti,
od izvajanja do izvedbe, na samih strokovnih področjih, humanitarnega področja in podobno. Zato je še enkrat poudarjam, da je zelo pomembno, da se prostovoljne delavce ustrezno nagrajuje, vrednoti in pa spremlja. Sedaj pa besedo predajam Sari. Hvala za besedo. V glavnem, Zavod za šport Škofja Loka je član Združenja športnih centrov Slovenije in združuje kar 40 športnih centrov in pa blizu 800 športnih objektov. To je javni zavod in je ustanovljen za izvajanje nacionalnega in pa občinskega programa športa ter za dejansko vzdrževanje športnih objektov na območju občine Škofja Loka. Poslanstvo zavoda je soustvarjanje pogojev za razvoj športa, kar se najbolj kaže za razvoj športa mladih in pa seveda tudi ciljajo tudi na ostale starostne skupine. Zavod za šport tudi spremlja športne aktivnosti in pa omogoča lažje delovanje društev in pa klubov. Zdaj, tako kot vsaka organizacija, tudi zavod vsebuje svoje procese in pa organiziranost znotraj organizacije. V glavnem, mi smo procese znotraj zavoda popisali z orodjem ARIS, ki nam omogoča pregled in pa nadziranje notranjih procesov. Zavod upravlja z več objekti in pa sodeluje z 51 društvi, kar smo zajeli tudi v samo organizacijsko strukturo. ARIS nam sicer omogoča modeliranje večjih tehnik, mi pa smo za potrebe zavoda in pa v monografijo zajeli dve metode oziroma tehnike modeliranja procesov. In sicer najprej je v monografiji prikazan model organizacijske strukture, ki je dejansko model zavoda in njegove strukturiranosti ter vseh enot ali oddelkov, vlog in pa oseb, ki ti vloge izvajajo. Se pravi, lahko bi rekli, da organizacijska struktura nekako prikaže entitete zavoda in pa razmerje med njimi. Zdaj na sliki boste lahko videli organizacijsko strukturo zavoda, ki je sicer na slajdih verjetno malo neberljiva, ampak je v celoti vidna oziroma bo vidna v monografiji, ko bo ta izdana. Se pravi, organizacijska enota zavoda sestavlja 8 glavnih entitet, ki si jih lahko preberete nad samo sliko. Bi pa še poudarila, da so tu notri zajeti tudi tisti procesi oziroma tiste organizacijske enote v zunanjem izvajanju, ker zavod neke svoje procese in pa aktivnosti tudi za izvajanje teh aktivnosti porabi zunanje izvajalce. No, kar sem že omenila, smo uporabili dve tehniki za modeliranje procesov znotraj zavoda. Druga tehnika ima kratico VACD in je Value Added Chain diagram oziroma diagram dodane vrednosti, ki prikazuje vpogled v osnovno strukturo procesov oziroma dejanske nivoje teh procesov. Vsaka organizacija v osnovi deli svoje glavne procese oziroma skupine procesov na 3 te skupine, in sicer procese upravljanja in vodenja, delovne in temeljne procese in pa podporne procese. Kot že omenjeno prej, mi smo tukaj dodali tudi procese v zunanjem izvajanju. Zdaj spet na sliki na slajdu boste lahko videli nek tak diagram dodane vrednosti, ki v prvem sklopu zajema, kot smo že rekli, vodstvene procese, v tretjem sklopu delovne procese in pa podporne ter procese v zunanjem izvajanju. Z rdečo so obkroženi glavni oziroma temeljni procesi, ki se delijo na 3 podprocese oziroma temu rečemo procese na drugem nivoju, ki so za zavod dejansko procesi javne službe, procesi upravljanja in vodenja projektov in pa procesi trženja. Se pravi, vsak proces na drugem nivoju pa se deli tudi na 3. nivo procesov oziroma na dejanske aktivnosti, ki se izvajajo znotraj določenih aktivnosti. Zdaj pa, kar je procesnega dela, bi jaz s tem zaključila, pa bi predala besedo Katji. Hvala lepa za besedo. Jaz bom pa predstavila multiplikativne učinke športa na mlade. Ker sem aktivna športnica in tekmovalka, je tudi že Katja prej omenila, da imamo multiplikativnih učinkov športa precej veliko. Imamo tako pozitivne kot tudi negativne, in ker sama predvsem izkusim vse pozitivne, se bom osredotočala predvsem na te. Zdaj, če se dotaknemo čistega začetka,
športniki se zaradi narave, vadbe, ponavadi enakomerno razvijemo mišice celotnega telesa. To vpliva tudi na držo, hkrati drža vpliva na psihološka stanja, samozavest, se pravi, razvija se boljša odpornost na stres, boljše premagujemo kakšne anksioznosti, manjšo možnost imamo za depresijo, ker se tekom vadbenega procesa sprošča veliko hormonov sreče. Tako je tudi vse splošno stanje športnikov bolj veselo in sproščeno. Tekom tekmovanj se učimo vztrajnosti, postavljanja vse splošnih ciljev, potem premagovanja nekih porazov, se pravi, učimo se tudi fair playa in povezovanja v nekem timu oziroma skupini, v kateri delujemo, pa gre lahko za individualen ali pa skupinski šport. Tako je pokrito tudi prilagajanje drugim in pa vse splošno timsko delo, da si znamo pomagati drug med drugim. To so neki glavni multiplikativni učinki. Zdaj se dotaknemo lahko tudi še vse splošnega zdravja, kot sem že omenila, je zelo pomembno za držo. Saj recimo, če damo primer, glavo lahko držimo precej nižje in s tem povečamo zelo veliko sile na vrat, kar vpliva na celotno držo, hrbtenico in hkrati tudi na psihološko stanje posledično. Boljšo imunost imamo, skratka, zelo veliko je teh pozitivnih učinkov, ki bi jih lahko še naštevali. Besedo bom predala Tinetu. Ok, Katja, hvala za besedo. Torej, kot je Katja že naštela veliko pozitivnih učinkov, jih bom dodal jaz še nekaj. Torej, kot že vemo, živimo v obdobju, kjer nas prevzema predvsem sedentarni način življenja, kar pa na naše zdravje meče kar negativne posledice, zato je zelo pomembno, da se poskušamo čim bolj o tem tudi ozaveščati. Vemo, da nas pač življenje danes sili v način življenja, ker večino dneva presedimo in to pušča zelo negativne posledice na naše zdravje. No? In tudi Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da nekje od 5. do 7. leta bi morali otroci in mladostniki vsak dan dnevno prejeti vsaj 60 minut zmerne fizične aktivnosti, kar pa seveda ne uspeva vsem, saj vemo po nekaterih raziskavah, ki smo jih predstavili tudi v študiji, da otroci nekje od 13. do 17. leta, le 40% teh otrok se dejansko poslužuje zmerne neke športne aktivnosti vsakodnevno. Naše telo pa je v bistvu ustvarjeno za gibanje, potrebuje gibanje in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da mu to zagotovimo. Seveda pa je pri udejstvovanju mladih v šport ključna motivacija, ki pa je večinoma primanjkuje, kadar se srečujemo s tem, da so mladi nešportno aktivni. Zato je zelo pomembno, da mlade znamo tudi motivirati, jih vključiti v športne aktivnosti, jim omogočiti to, da se imajo s čem ukvarjati in kako se ukvarjati, ter jih pri tem tudi spodbujati. Nekaj najpomembnejših motivacijskih dejavnikov v športu so recimo popolnost, moč, vznemirjanje, uspeh in tudi združevanje. Potem učinki redne telesne aktivnosti se na zdravju kažejo na vseh področjih praktično. Na imunski sistem recimo zelo dobro vpliva športna aktivnost, saj povečuje cirkulacijo v telesu, dviguje telesno temperaturo, kar pomaga recimo pri uničevanju bakterij. Z povečano cirkulacijo se tudi protitelesa hitreje širijo, hitreje se tudi bolezni pokažejo in tako imamo možnost hitrejšega zdravljenja. Zelo ugodno vpliva tudi na srčno-respiratorni sistem, saj vemo, da srčna oziroma športna aktivnost povečuje srčno frekvenco,
dvigne se puls, kar omogoča seveda potem nižji krvni tlak v mirovanju in pa nižjo seveda srčno frekvenco v mirovanju. Zelo ugodno vpliva tudi na možgane, saj cirkulacija seveda povečuje dovod kisika v možgane, miselnost se tako poveča in tako naprej. Ugodno vpliva tudi na skelet, saj se, kot so nekatere študije pokazale, spomin v skeletu lahko ohrani že pred puberteto, kar potem omogoča, da se skelet tudi v prihodnosti skozi kasnejša obdobja odraščanja bolj pravilno razvije, manjša je možnost za osteoporozo in različna druga obolenja skeleta. Ugodno vpliva tudi na ledvice, jetra, vpliva tudi na oči in vid. Na oči vpliva sicer tako, da z povečano prekrvavitvijo boljše prekrvavi v bistvu optični živec in pa tudi znižuje krvni tlak, in to pač splošno zaradi krvnega tlaka, povišanega krvnega tlaka se pojavljajo dosti bolezni oči in vida, in zaradi tega potem z zmanjšanim krvnim tlakom to seveda lahko preprečimo. Vpliva lahko ugodno tudi na kožo, z povečano cirkulacijo, s povečanim znojenjem, povečamo odvajanje balastnih snovi iz telesa, koža se prečisti, je bolj elastična. Kot je že Katja prej omenila, vplivamo lahko ugodno na telesno držo, seveda na prekomerno težo z porabo kalorij, seveda potem posledično tudi na mentalno zdravje, če smo zadovoljni sami s sabo in s tem, kako izgledamo, pa tudi pač, kot sem že prej omenil, naša možganska funkcija se izboljša, in pa seveda na spanec, če je aktivnost primerne intenzitete. Sedaj pa besedo predajam Tinkarji. Hvala za besedo. Ne glede na to, koliko pozitivnih učinkov ima šport na otroke in mladostnike, seveda tukaj pridejo zraven tudi negativni učinki, kot so na primer športne poškodbe. Otroci in mladostniki so toliko boljše izpostavljeni športnim poškodbam, ker so njihov telesni organizem še ne dovolj zrel in pred njimi je še celo življenje, zato so lahko posledice velike. Kaj to sploh poškodba je? Poškodba je akutna fizična okvara. Športna poškodba se ponavadi zgodi pri športnem udejstvovanju in otroku ali mladostniku za nekaj časa onemogoči športno udejstvovanje ali udejstvovanje v delo. Pojavnost športnih poškodb v Sloveniji je zelo veliko. Največkrat se zgodijo pri padcih in udarcih ob različna telesa, ob tla, ob žogo ali ob soigralca. Sicer med otroci mlajšimi prevladujejo padci in torej poškodbe zgornjih okončin, medtem ko pri starejših mladostnikih pa prevladujejo poškodbe spodnjih okončin zaradi pač udarcev, torzijskih poškodb in drugih dejavnikov. Zakaj pride do športnih poškodb pri otrocih in mladostnikih, se predvsem dogaja zaradi tega, ker so neizkušeni, pač imajo nezrel tako živčni sistem kot okostje in ravnotežje, potem ne poznajo pravilnih tehnik, včasih tudi nekateri narobe vodijo in potem zelo hitro se lahko pripetijo nezgode, ki vodijo v športne poškodbe. Pod športne poškodbe predvsem spadajo lahko rane, udarnine, poškodbe mišic, tetiv, veziv, izpahi, zvini in zlomi. Predvsem pa predstavljajo veliko obremenitev, specifične obremenitve, ki se pojavljajo pri otrocih. Namreč kostni sistem otrokov se šele pri 7 letih nekje izenači z okostjem starejših ljudi oziroma odraslih ljudi in se razvija nekje do 14. 16. leta. Zato je tudi proces poškodbe in proces celjenja zelo drugačen od poškodbe pri odraslih. Specifične obremenitve se pojavljajo predvsem na
na rastiščih raznih tetiv, na sklepnih hrustancih in to jih lahko potem obremenjuje tudi čez celo njihovo življenje. Preprečevanje športnih poškodb je predvsem usmerjeno v preventivo, torej da zagotovimo, da se športna poškodba sploh ne zgodi. Torej, najprej, preden se otrok športno udejstvuje, je potrebno preučiti stopnjo tveganja, ki jo predstavlja šport, ter zagotoviti, da ustrezno izobraženost trenerjev, tako tudi otrok in organizacij, da upoštevajo ustrezna navodila, da ne pride do poškodb. Če pa se poškodba zgodi, je pa to lahko zelo traumatična izkušnja za otroka ali mladostnika in je pri tem potreben interdisciplinarni pristop in to je seveda več strokovnjakov, tako zdravniki, fizioterapevti in psihologi ter drugi strokovnjaki, ki omogočajo otroku normalno delovanje naprej in hitro nadaljnje udejstvovanje v športu. Torej, pomembno je, da so vsi, ki so udeleženi v športnem udejstvovanju otrok, tako trenerji, organizacije, tudi starši in sami otroci informirani dovolj o športnih poškodbah, kako se lahko zgodijo, kaj lahko naredijo, da se te preprečijo, da se sledi ustreznim navodilom organov, kako imeti ustrezno okolje za športno udejstvovanje, kot so telovadnice, igrišča in tudi, da je pač vadba kvantitativno in kvalitativno dovolj visoka in prilagojena otrokom in njihovi starosti, da pač da otroci sledijo navodilom in da starši tudi spodbujajo otroke, da sledijo navodilom trenerjev in ustreznih organizacij. Zdaj bi pa zaključila svojo temo in predala besedo Nejcu. Športov je seveda ogromno. Za potrebe tega projekta smo se osredotočili na samo tiste, ki jih izvajajo v Škofji Loki. Izmed teh smo pa izbrali nekaj, za katere smo tudi napisali učne načrte. V vsakem učnem načrtu pa starostne kategorije prilagodili potrebam posameznega športa. Pri alpskem smučanju smo razdelili na U8, U10, 12, 14, 16 in 18. Pri U8 se smučarji predvsem spoznavajo z bazami motoričnega znanja, torej čim bolj raznolike športne aktivnosti. Kar se tiče smučarskih tehnik, jih spoznavamo samo z veleslalomom, seveda pa poleg treninga tudi izvajamo veliko iger. Pri U10 smučarji izpopolnjujejo tehniko, dodamo tudi slalom, še vedno pa poudarjamo raznolikost, da slučajno ne bi prišlo do nasičenosti. Pri U12 izpopolnjujejo smučarji tehnike gibanja, torej v smučanju in tudi v ostalih športih, ki pripomorejo k splošni pripravi posameznega športnika. Uvajamo pa tudi vadbo moči z lastno težo. Pri U14 razvijamo že tehniko do nivoja avtomatizacije, pridobivamo nove tekmovalne izkušnje, predvsem se tukaj morda tudi osredotočamo na mednarodne tekme, dodamo Super G v tekmovanja, pri U16 izpopolnjujemo tehniko v vseh disciplinah, dodamo tudi več disciplin, višamo intenzivnost vadbe, ki pa potem pripelje do načrta za U18, ki je pa individualizacija vadbenega procesa in usmeritev v vrhunski šport. Pri florbalu smo razdelili, tako kot vidite na slajdu, po višjih številih. Za U9 je predvsem pomemben to dejstvo, da otroci razumevajo pomen igre florbala in pač tudi pravila. Poudarek damo seveda na druženju. Pri U11 začnemo delati na razvoju motorike in ostalih gibalnih sposobnosti, kar se nadgradi pri U13. Pri U16 lahko začnemo z uvajanjem treninga pod pritiskom in predvsem poudarek damo na pridobivanje hitrosti, tako kot tudi mišične mase. Pri U19 potem res poudarek damo na komunikacijo med soigralci in razvoj igralčeve samozavesti, torej da on pripravljen sam sprožiti neko akcijo, ki bo v končni fazi pripeljala do točke.
Pri 21 se pa spet spustimo v specialno vadbo florbala, torej pa se usmerimo v vrhunski šport. Pri košarki smo pri U9 predvsem poudarili gibalno opismenjevanje ter tudi podajanje osnov košarkaške igre, torej 1-1, 3-3. Pri U11 začnejo otroci že pridobivati več tekmovalnih izkušenj, tako pa jim tudi med treningom podajamo težje tehnične in taktične elemente, ki jim bodo koristili v igri. Pri U13 se razvija že do te mere, da je neka univerzalna košarkaška vadba, začnemo vajati obrambo mož na moža, kar se pa nadgradi v U15 na ločevanje igralcev po položajih v igri. S tem se pol tudi prilagodi posamezen trenažni proces za posamezen položaj. Pri U17 se pa spet potem osredotočamo na specialno košarkarsko vadbo in usmerimo v vrhunski šport. Torej, vadba se bolj individualizira in tako tudi dosegamo višje rezultate. Pri odbojki, pri U8 in U10 so zahteve posameznih športnikov precej podobne, zato smo jih tudi združili. Spet je tukaj poudarek na gibalnem opismenjevanju in seznanjanje otrok z osnovami odbojkarske igre. Torej 1-1 ali pa 2-2, seveda pa je to prilagojeno, ali brez mreže in samo z vrvico, in ter tudi z manjšo površino. Pri U12 se osredotočamo na razvoj specifičnih gibov, ki so potrebni za normalno igranje odbojke. Pri tem je tudi ključno poudariti to, da se morajo otroci v tem obdobju teh gibov popolnoma naučiti. Torej, popravljanje tehnike v kasnejših obdobjih ni potrebno. Pri U14 potem preidemo na zahtevnejše tehnične in tehnično-taktične elemente, otroke pa tudi spoznavamo z sistemi igre, naprimer 6-0 ali pa 4-0-2, tako da se lahko potem te sisteme uvede tudi v tekmovalno območje. Pri U16 in U18 izpopolnjujemo tako tehnične kot taktične elemente, specializiramo vadbo odbojke za vsakega posameznika in se spet usmerimo v vrhunski šport. Na tej točki bi pa besedo predal Aljažu. Najlepša hvala za besedo. Izdelali smo tudi učni načrt za atletiko, kjer smo opredelili 5 starostnih skupin. Se pravi, če začnemo z najnižjo starostno skupino, se pravi U6 do U10, gre predvsem za obdobje, kjer je pomembno gibalno opismenjevanje. Trenerji oziroma pač delavci v športu potem skozi proces športne vadbe izvajajo naloge oziroma akcije, kjer z otroci v tem starostnem obdobju razvijajo predvsem ravnotežje, agilnost, hitrost in pa koordinacijo. V naslednjem starostnem obdobju do 12 let gre predvsem za izpopolnjevanje tehnike gibanja v izbranem športu oziroma v disciplini atletike in pa predvsem tudi v drugih športih. Trenerji morajo biti predvsem pozorni na pravilno tehnično izvedbo otrok, kjer je zaradi samega gibalnega učenja ta faza zelo občutljiva. V naslednji starostni kategoriji, se pravi do 14 let, gre predvsem za razvoj tehnike do nivoja avtomatizacije in pridobivanja osnovnih tekmovalnih izkušenj. V starostni kategoriji do 16 let gre predvsem za utrjevanje in stabilizacijo tehnično-taktičnih sposobnosti. Velik del samega trenažnega procesa predstavlja pa kondicijska priprava. V zadnji, se pravi, kategoriji do 18 let gre predvsem za individualizacijo procesa športne vadbe in pa, se pravi, usmeritev v vrhunski šport. Ponovno smo pri rokometu opredelili 5 starostnih skupin po učnih načrtih. Najnižja, se pravi, starostna skupina je U11 oziroma mini rokomet. Gre ponovno za gibalno opismenjevanje in spoznavanje preproste rokometne igre in tehnike. V naslednji starostni skupini do 13 let gre predvsem za univerzalno rokometno vadbo s poudarkom na tehničnih elementih v obrambi in pa napadu. V naslednji starostni kategoriji do 15 let gre predvsem za univerzalno specifično rokometno vadbo s poudarkom na avtomatizaciji tehnike in kondicijski pripravi, ki je v tej starostni kategoriji v tem športu izjemnega pomena. Pri starostni kategoriji
do 17 let gre predvsem za specialno rokometno vadbo z namenom treninga za doseganje vrhunskih rezultatov v tej in v naslednji starostni kategoriji, se pravi do 19 let, kjer pa imamo poglobljeno specialno rokometno vadbo, kjer igralci oziroma rokometaši svoj vadbeni proces individualizirajo glede na potrebe, ki jih potrebujejo v športu. Sedaj pa predajam besedo Manci. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz vam predstavljam gimnastiko. Gimnastiko smo razdelili v nekako drugačne kategorije, kot je v praksi videno. Se pravi, razdelili smo jih od U8 do U14, predvsem s poudarkom na rekreativni vadbi, kasneje v usmerjanje v vrhunski šport. Pri U8 smo se odločili, oziroma smo skupaj s trenerji prilagodili in smo zapisali, da se v bistvu posvečamo osvojitev osnovnih motoričnih sposobnosti, se pravi, da bodo odlična podlaga za nadaljevanje, bodisi v gimnastiki, bodisi v drugih športih, predvsem pa za razvoj otroka. Pri U10 smo nadgradili osnovne elemente, še vedno je poudarek na osvajanju motoričnih sposobnosti, vendar se elementi sedaj premaknejo na orodja. Pri U12 se spremeni struktura treningov, se pravi, razdelimo trening na ogrevanje, specialno moč, osnovno moč in pa vadbo na orodjih, kasneje pa na raztezanje. Pri U14 pa se že osvaja elemente in prvine za doseganje rezultatov. Pri namiznem tenisu smo razdelili selekcije oziroma starostne skupine od U8 do U21. Pri U8 je predvsem cilj spoznavanje namiznoteniške igre s pomočjo igre, se pravi navdušiti otroka nad športom in ne zasičiti otroka, zato da se udejstvuje še naprej. Pri U10 se nadgradi elemente, zopet s pomočjo poligonov in je že delno vadba na psiholoških in kondicijskih sposobnostih posameznika. Pri U12 so prvič se otrok spozna z tekmovanji, se pravi, ga pripravimo na turnirsko igranje. Pri U14 se nadgradi tehnične elemente in se začne načrtno razvijati kondicijske sposobnosti, začne se tudi počasi uvajati napadalna igra. Pri U16 se že začne taktična priprava tekmovalca, se pravi na samo igro. Pri U18 je podobna analiza nasprotnikove igre in igranje na šibki strani nasprotnika in napredovanje predvsem v razvoju moči, trupa in rok. Pri U21 pa se že usmerimo v doseganje rezultatov. Pri nogometu bomo opisali nekako drugačna obdobja, kot smo jih navedli v učnih načrtih. V učnih načrtih smo razdelili starostne skupine od U9 do mladincev, se pravi U19. Tukaj pa bomo povzeli starostne skupine po Branku Zupanu, njegovi knjigi, se pravi prvo starostno obdobje od 5. do 8. leta, kjer se otrok uči zabavne osnove, spoznanje nogometne elemente s pomočjo ostalih iger, se pravi lahko tudi rokometa in predvsem se širina njegove gibalnega znanja širi. Od 8 do 12 let sledi zlata doba učenja. Tukaj otroke naučimo predvsem tehničnih in taktičnih elementov, poudarek je na skupinski in osnovni taktiki in pa na osvajanju vseh taktičnih elementov, od podajanja, odkrivanja udarcev, raznovrstnih udarcev. Med 12 in 15 letom že začnemo osmisliti treninge, se pravi, otrokom s pomočjo vadbe osmislimo, zakaj trenirajo nogomet in se že začne poudarek na moštveni taktiki. Od 15. do 19. leta trenirajo za tekmovanja, se pravi, da se pripravljajo na tekme, že dajo poudarek na usklajenem igranju, predvsem pa je še vedno poudarek na razvoju. Po 19. letu pa se že trenira za zmago, za vrhunske rezultate. Sedaj bom pa še enkrat podala besedo Kati. Hvala lepa za besedo ponovno. Jaz bom pa predstavila tek na smučeh, ki je tudi moj primarni šport. Nekako smo učne načrte se pravi predstavili po starostnih kategorijah, ki so tudi tekmovalne kategorije preko Smučarske zveze Slovenije. Tek na smučeh je šport, ki spodbuja celosten razvoj. Mi tekači na smučeh treniramo trening moči, teka, kolesa, rolk, smuči, potem veslanja in še mnogo drugih športov.
Tehniki se v teku na smučeh delita na klasični slog in pa drsalni slog. Za drsalni slog velja, da je načeloma malo težji, klasični pa je bolj podoben naravnem gibanju. V mlajših kategorijah se spodbuja začetek osvojitev tehnik, predvsem za začetkom s klasično tehniko in potem nadgradnjo korakov ter tudi dodajanja prostega sloga. V mladih letih razvijamo predvsem osnovno moč ter občutek za gibanje in telo. Nato pa se doda specialna moč ter trening moči v fitnessu, ki se začne najprej z osnovnimi tehnikami dvigovanja uteži, nato pa še z dejanskimi procesi treninga. Tek na smučeh vsebuje zelo veliko daljše nizkointenzivne vadbe. To se izvaja preko vseh športov, različno, se pravi v različnih obdobjih. Potem pa v mlajših letih kot trening hitrosti izvajamo predvsem šprinte z precej dolgimi pavzami, nato se dodaja temu še fartlek, ki je znan kot tek spremenjenega ritma, ter v kasnejših letih kot mladinskih kategorijah še intervalni trening. V teku na smučeh pa poznamo različne tekmovalne discipline, v mlajših letih, se pravi do kategorije U10, se izvajajo tekmovanja zgolj preko poligonov, kjer mlajši otroci premagujejo različne ovire. Nato se pa seveda priključijo ostalim in sicer ostale tekaške discipline pa so ski cross, šprint, ki je ponavadi dolg od 900 do 1500 metrov, različno za moške in ženske kategorije, 5 km, 7,5 km, 10 km, 15, 20 in kot maratonski razdalji za ženske 30 km ter za moške 50 km. To bo z moje strani vse, besedo pa predajam še Patriku. Hvala, Katja. V sklopu projekta smo razvili tudi informacijsko rešitev, vendar o tem nekoliko kasneje. Najprej bomo predstavili informacijske tehnologije, ki so močno povezane z športom. Kot so kolegi omenili, šport zelo pozitivno vpliva na zdravje, vendar pa ima vpliv tudi sekundarno, torej na osebnostni razvoj in na karakter. V to pa so močno vključene tudi pametne športne ure. Pametne športne ure znamk, kot so na primer Garmin, Polar in pa Suunto, omogočajo beleženje treningov in drugih športnih aktivnosti. Ob samem treningu se zabeleži srčni utrip, zabeleži se število korakov, opravljena razdalja in pa na primer premagana višinska razlika. Te podatke lahko nato sinhroniziramo na računalnik ali na tablico ali pa telefon, kjer jih lahko tudi shranjujemo, pogledamo za nazaj in pa analiziramo v obliki grafov. Druga oblika tehnologije, ki se zelo pogosto pojavlja, pa so testiranja, športna testiranja mladih. Ta testiranja potekajo iz različnih razlogov, tudi razlikujejo se glede na športe, vendar jim je večinoma skupno to, da se najprej športniku izmeri višina in pa teža, nato se mu priklopi elektrode za merjenje srčnega utripa in nato športnik opravlja neko fizično aktivnost, pri tem pa se izmeri na primer indeks telesne mase, VO2 max, maso kosti, maso mišic, maso maščobe, vsebnost vode v telesu in še številne druge podatke, ki so pomembni tako za amaterske kot tudi za bolj profesionalne športnike. Nekaj besed tudi o informacijski rešitvi na nivoju športnih organizacij. Analizirali smo ponudbo na trgu in ugotovili nekaj skupnih lastnosti. Večinoma ponujajo možnost upravljanja treningov, nadzora nad športniki, vpogled v njihovo aktivnost, v njihovo zdravje, zdravstveno stanje, v njihove poškodbe in pa recimo spočitost in pripravljenost na aktivnosti. Na prezentaciji je prikazan eno kot poročilo večjih treningov ene izmed športnic. Ta je sicer oblikovan v Excelu, ampak razvidni so vsi podatki, ki potem služijo tako za vpogled v preteklost, kot tudi za načrtovanje prihodnjih treningov. Zdaj pa še nekaj o naši informacijski rešitvi.
Za potrebe projekta smo razvili informacijsko rešitev, ki podpira aktivnosti društva. Pri tem smo bili pozorni predvsem na to, da podpira komunikacijo, samo deljenje datotek, koledar, ki deluje v živo in je dostopen za vse, aktivnosti in vire lahko si ogledajo, in pa omogočeno je glasovanje in pa podajanje vprašanj in pa odgovorov. Okolje smo vzpostavili na strežniku, verzija Moodla je 3.8.2, uporabili smo pa temo Boost, saj je najbolj prilagodljiva in pregledna. Na nivoju predmetov smo oblikovali društva oziroma klube, potem pa smo določili poglavja, vsebine, notri pa dodali aktivnosti, vire in druge vsebine. Pripravili pa smo tudi gradivo oziroma predmet za sodelovanje trenerjev. Tam je omogočena predvsem komunikacija med trenerji, kar pa ponudi usklajevanje dvoran in drugih športnih kompleksov in pa usklajevanje, torej katera skupina ima kdaj trening in pa kje. To je z moje strani vse, zdaj pa predajam besedo profesor Leskovarju. Hvala za besedo, Patrik. Kot rečeno, Moodle je eno najbolj razširjenih orodij oziroma sistemov za podporo učenja in kot tak pravzaprav v športni dejavnosti je bil zelo redko uporabljen. Študentska ekipa, ki je razvijala rešitev, je pokazala zvrhano mero prilagodljivosti in iznajdljivosti, lahko rečem z svojega vidika, da je pravzaprav eno najbolj atraktivnih delov tega projekta, vsaj zame. Če je prvi del projekta bil usmerjen predvsem v sistematiko, popis vseh mogočih procesov, akterjev in dejavnosti, je pa tale rešitev, ki je zdaj nastala v Moodlu, izjemno odprta in ima velike možnosti, da jo še zelo izboljšamo. Tako da smo odprti za vprašanje. Gospod Janez bo predstavil preostanek. Hvala, profesor. V bistvu prihajam iz partnerske organizacije v projektu, to je Zavod za šport Škofja Loka, ki je pravzaprav imela določene cilje, zakaj se je vključila v sam projekt in na nek način tudi pričakovanja. Zavedali smo se, tisto ključno, kar pravzaprav izhaja iz teh lokalnih okolij, da ljudje in organizacije, ki delujemo v teh okoljih, pravzaprav se vedno srečujemo z deficitom strokovnih gradiv. To pomeni, da primanjkuje dobrih, kakovostnih iz prakse pripravljenih strokovnih gradiv, ki dajo seveda na nek način določeno podporo določenim aktivnostim, predvsem v delu v športu z mladimi. Ključna stvar je, ki smo si jo na nek način ves čas predstavljali, je seveda ustvariti neke pozitivna okolja, da se bodo mladi kot taki pravzaprav na nek način še vedno vključevali v šport kot tak, ker seveda opažamo, da v zadnjem obdobju pravzaprav zainteresiranost mladih pravzaprav na nek način za šport plahni. In seveda iz tega vidika smo si samo vsebino multiplikativni učinki športa na mlade pravzaprav predstavljali, kako na nek način bolj sistematično zdefinirati te učinke, ki pravzaprav so potem tisti, ki motivirajo. Zavedali smo se seveda tudi to, da na nek način brez aktivne vloge samega zavoda in seveda vseh društev v lokalnem okolju, ki delujejo, do tega ne moremo priti. In seveda vsa ta aktivnost, ki so jo študenti v tej nalogi, v tem projektu pravzaprav pokazali, dokaže to, da pravzaprav in pokazali so, da so lahko zelo aktivni, seveda pod enim zelo sistematičnim vodenjem, usmerjanjem in seveda vključevanjem tudi strokovnih kadrov, ki seveda tisto, kar pravzaprav so študenti kot taki pod budnim očesom mentorstva razvijali, temu primerno tudi potem evalvirali oziroma potrjevali oziroma tudi nadgrajevali vse tisto, kar je na koncu nastalo kot skupni produkt dela samega projekta. Potem seveda to, kar se je pravzaprav dogajalo v samem projektu, zdaj, če čisto svojega osebnega vidika poudarim, je seveda, da so bili študenti in tudi mentori izredno aktivni, da so moji kolegi, ki smo jih vključevali strani športne sfere v Škofji Loki, prav tako in seveda dokumenti, ki so nastali, ki se bodo sedaj seveda
na nek način tudi sumirali v skupnem velikem gradivu, ki bo na voljo vsem nam v tem lokalnem in seveda tudi širšem okolju, daje eno možnost, da pravzaprav nadgrajujemo tisto, kar pravzaprav že dolga leta počnemo v teh svojih lokalnih društvih oziroma v teh športnih dejavnostih. Na tem mestu bi se seveda v imenu Zavoda za šport Škofja Loka zahvalil tudi obema mentorjema, profesorju Leskovarju in pa docentu Mariču, in pa seveda študentom, ki so z svojim entuziazmom, ker nekaj entuzijazma je pa le potrebno v tem, da pravzaprav nastanejo taki produkti, tudi njim zahvalil in seveda želel, da mogoče to nadgradimo v prihodnosti z enim še bolj poglobljenim, mogoče še bolj intenzivnim, večjim, malo bolj aktivnim delom v večjem projektu. Tako da z moje strani bi bilo to. Hvala vsem.